Snema? Snema, okej. Pozdravljeni na mojem novem kanalu, to je moj noški ro in z njim vam bom pokazal trike, o katerih lahko vi le sanjate. Evo, gledajte me, kako sem dober. Še na post kliknem pa bo. Čakam dobre komentarje. Zakaj? Še moj prijatelj mi je obrnil hrbet. Nima več smisla. Vse bom izbrisal. Ja, jaz menim, Amadej, da bi bilo smiselno s tistimi osebami, ki so tudi v resničnem življenju tvoji prijatelji, reči kako besedo v živo, zato da ne bi trpel prijateljski odnos, se pogovoriti, povprašati, zakaj so ti dali tako negativno oceno. Torej, če si na družabnih omrežjih, to ne pomeni, da v bistvu bi mogel vse kritike jemati dobesedno. Na tvojem mestu bi odgovore najraje ignorirala in vprašala tvoje prijatelje, zakaj so tako odreagirali, kaj jim ni bilo všeč, zakaj jim ni bilo všeč, kako bi oni posneli ta video. A se splača en svoj dosežek, nekaj, kar tebi veliko pomeni, deliti z vsemi, ali mogoče v enem bolj zaprtem krogu, samo s tistimi, za katere veš, da te cenijo, pa da so na tvoji strani. Jaz osebno bi sam pač ignoriral to, zato ker so na internetu ljudje, ki bojo sovražili stvari, tudi če so zelo dobre in tudi če so zelo slabe, bojo nekateri zelo oboževali to. Zato se ne smeš sekirati za to, če ti pa že kdo začne tako pisati bolj osebno, pa to pa rečeš pač ok, pa greš naprej življenje. Kadarkoli je kdo nesramen, nasilen preko spleta, daj to prijavi, blokiraj, da ne morejo več komentirati, zadeve pa potem, če so to tvoji prijatelji, rešuj osebno oziroma s pomočjo odraslih, če se ne moreš zmeniti sam. To so pa pravzaprav zelo dobri nasveti. Bom malo razmislil.